Drage gledalke in gledalci, dobrodošli na še enem paradnem glasbenem spletnem fundraiserju. Danes smo z vami v Channel Zero in če ste nas kaj spremljali do zdaj, ste videli, da imamo precej pester glasbeni program za vas, kljub karantenskim omejitvam. In v zameno zanj vas prosimo za vašo pomoč, za vašo podporo. Če z nami vsako leto korakate na Paradi ponosa, če z nami vsako leto plešete na vseh koncertih, se udeležujete okroglih miz, če se z nami vsak dan borite proti zatiranju LGBT oseb in za LGBT pravice, potem vas vabim, da si pogledate opis tega livestreama, kjer najdete naše podatke, PayPal in TRR podatke, kjer nas lahko podprete z majhno donacijo, katere bomo zelo vesele. In kot sem že rekla, v zameno vam ponujamo super glasbeni program. Danes z nami Vogue za njenimi očmi. Tako da prosim, volkulje, pridružite se mi, da vas pobliže spoznamo. Lepo pozdravljene. Najprej bi se vam zahvalila, da ste danes tukaj, da nas podpirate in da bomo skupaj zažurale. Če še ne poznate Vogue za njenimi očmi, se pripravite, da vam bojo danes odpihnile možgane. Če pa jih poznate, verjetno z razlogom gledate tale livestream. Torej, najprej bi vas rada vprašala, kaj je Vogue za njenimi očmi, kaj je vaša vizija, kaj je vaše sporočilo, kaj je vaš stil. V vašem opisu piše, to je punk, to je rap, to je poezija. Ste večdimenzionalen band, če se tako izrazim. V prvi vrsti je to poezija, uglasbena poezija. Gre pa za poezijo, ki načeloma nastaja iz samote, in ta Vogue za njenimi očmi je tisto neznano, kar nek človek nosi s sabo in ga dela to, kar je. Ali pa ženska, ne, in jo dela to, kar je. In se ne da zares povedati, hkrati je pa zelo močna gonilna sila osebnosti, recimo. Ja, zame je bil začetek tega, ko me je Eva vprašala, če bi ji pomagala z muziko pri enih njenih besedilih, in so me njeni teksti, njena poezija so me absolutno prevzeli in sem z veseljem vsakeč znova poskusila dodati note tem njenim interpretacijam, in so se potem nekaj časa zatem tudi Petra pa Tina pridružile v tej zgodbi, ne. Ja. Jaz bi samo rekla, da Vogue za njenimi očmi je miselnost in prijateljstvo hkrati. Pa svoboda izražanja. Čudovito poetično povedano. Kakšna je pa vaša zgodba z društvom Parada ponosa Ljubljana? Verjetno marsikdo vas je že videl na našem paradnem odru. Lani nam je pol koncerta odpadlo, ker je deževalo tako fejst, da je streha začela puščati in je šlo vse na opremo. In smo mogli ugasniti. In pol smo rekli, da hočemo imeti nadomestni koncert, ki se dogaja zdaj. Ja, v bistvu res, ja. Jaz se spomnim sam tega, kako sem pol lovila pač folk, pač pol na afterju v klubih Monokel pa Tiffany. Da to moramo ponoviti, da to pa ne.
Ja, plan je bil, da boste letos 13. junija nastopali na Paradnem odru spet, ampak glej ga zlomka, prišla je karantena. Ampak brez skrbi, poleg tega, da boste danes tukaj na suhem in na varnem nastopale in vas bomo malo pobliže spoznali, se bomo verjetno spet kmalu videli v jeseni. Tako da prosim, zdaj vas bom spodila na oder. Volkulje nam bojo zdaj pokazale, kako divje in neokrečene in politične in kritične so z komadom Vsi to vemo. Izstradana zemlja, prazni računi, polna podzemlja, svobodni tajkuni, zamenjana podnebja, rušilni tajfuni, ubita predmestja, prazni saloni, burger, kultura, popustna gotovino, samocenzura, kjer vse dovolimo, civilna dresura nam igra pantomimo, diktatura denarja narekuje vsebino trgovine in popusti, predsezonske razprodaje, v izložbi pa majica z motivom lanske vstaje, grabljena svoboda, vedno isti zajem, nič se ne spremeni, nič se ne zamaje, zgodovina se ponavlja, nič se nismo naučili, pobijamo se med sabo, namesto da bi kaj skup zgradili, pa če zdaj začnemo, smo že zamudili, pred očmi se ne bodo ledeniki stopili in še vedno molčimo, odločitve preložimo, uničujemo klimo, sploh se ne zbudimo, vrtimo se v krogu, skozi isto govorimo, izgubljamo upanje, da lahko sploh kaj naredimo, plastična vrečka, zasvinjani oceani, izsekani gozdovi, nepredvideni organi, industrija za potrošnjo, utapljamo se v krami, življenje na kredit in lažna sreča v gramih, sladkor vse povsod, mesna industrija, gensko spremenjena hrana, lažna ekologija, kultura strahu, omejena domišljija, zaton vrednot, naraščajoča ksenofobija, jedrske grožnje, vojne in ozemlja, begunska kriza, smrt v morju Sredozemlja, šok terapiji, folk nima več mnenja, vse je skozi isto, sej se nič ne menja, drvimo v propad, v bistvu nas je strah, sam noben tega ne reče več na glas, čas teče, vsi enkrat postanemo prah, kaj bo ostalo, predstavljalo naš čas. Vsi to vemo, 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 vsi to vemo. Človek na luni, AIDS in cepiva, zdravilo za covid, fosilna goriva, črte v zraku, strupena škropiva, dokdaj bo pravica do vode še neobstojljiva, slabi zakoni, nesmiselna birokracija, prepolni zapori, nasilna policija, lažne novice, marketing, filozofija, izvoljeni fašizem, temna stran demokracije, podkupljeni obrazi, marionete, driči, drači, pomembne odločitve pa za zaprtimi vrati, skupaj smo v greku, pa ne znamo sodelovati, sami sebi ne moremo več ubežati, pametna tehnologija in prazni obrati, ne znamo se zbrati, vse delamo hkrati, otroci dan danes ne znajo več ne zbrati, igrati se zunaj, skozi v aparatih, zanemarjeni odnosi, prazne vrednote, naraščajo
vleče osamljenost, nezmožnost samote, prekomerna teža, anksioznost, depresija, živčni zlom, adolescentna psihiatrija. Zgubljamo smer, zgubljamo se v glavi, obnašamo se, kot da smo na svetu sami, živimo, kot da ne bo nikogar več za nami, v agoniji hitenja se nakisajo možgani. Vsi to vemo, 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 vsi to vemo. Zdaj, tudi vi veste, če do zdaj še niste slišali nobenega komada od Volka, kakšen power je to. Ampak verjetno še ne veste, da so članice benda v resnici zelo multimedijske umetnice in zato sem se odločila, da bomo eno po eno pobližje spoznali. In zato najprej k sebi vabim Majo Pahor. Draga Maja, pridruži se mi. Živijo. Še enkrat pozdravljena na mojem improviziranem odru. Najprej povej, kakšna je vse tvoja vloga v tem bendu in s čim se drugače ukvarjaš. Zato ker, veste, Maja je ena izmed tistih ljudi, ki ji porineš v roke katerikoli inštrument in ga bo znala igrati. Tako da povej nam malo o sebi. Imam, igram kitaro, bas, vsake toliko saksofon, ali pa tele podlage za bobne sem malo svrkala skupaj, ki sicer niso neki, ampak ajde. Pa rada se s tehniko ukvarjam, pa s temi stvarmi, tako da I want to be all around. Milo rečeno. Maja je precej časa preživi na Metelkovi in Maja, ti v bistvu ta svoj talent nekako deliš po celi Metelkovi in mislim, da ni stvari, ki je ne bi znala popraviti. To sem tudi že danes videla tekom dneva. Ampak hotela sem te v bistvu vprašati, zakaj se ti zdi pomembno, da smo na sceni. Ti deluješ ful na sceni in na LGBT sceni in na Metelkovski in veliko truda vlagaš v to. Tako da sem te hotela vprašati, kaj je ta motivacija za tem. Mogoče imam jaz neko tako malo utopično vizijo, da se lahko zelo, zelo dosti stvari na lep način naredi s skupnostjo, z nekim skupnostnim duhom in s tem, da se ne misli, ne vem, na zaslužek, na uspeh, na kaj zvem, kire druge stvari kapitalistične ali kak temu reče. Ampak da se pač ljudje združijo za to, da delijo tisto, kar jim je pri srcu, da delijo tisto, kar je fajn, da ustvarijo neko skupnost, kjer so lahko istomisleni ljudje zmeraj dobrodošli in lahko tudi delajo v nekem varnem okolju. Zelo lepo povedano. Maja, zaradi tega lepega odgovora ti dovolim, da greš nazaj za inštrumente, ker se počutiš najboljše. In takšen pozitiven odnos napoveduje spremembe.
spremembe, spremembe. Spremembe, spremembe, spet tečem v neznano, spet iščem vrzel. Spremembe, spremembe, življenje postano, spreminjamo smer. Spremembe, spremembe, ker moči že predolgo, zdaj čutim nemir. Spremembe, spremembe, me kliče glas vetra, prastari napev. Včasih tečem v prazno, zmanjka mi poti, ničesar več ne čutim, vse se mi brez veze zdi narekovano, prepolno laži. Neč se ne čutim, sem pa polna skrbi, kot da sam prazno živim skozi dni, kjer se nikoli čist nič ne spremeni. En sam lup zapletenih poti, jaz pa hočem rešiti rebus resničnosti, a same sebe ne slišim, ne vem, kaj si želim. Iščem svoje bistvo, ga nikoli ne dohitim, kako naj spremembo pomembno doživim. Dokončno postanem točno to, kar si želim, ker vem, da nočem skozi živeti v sivini, ker čutim, da se moram včeraj zrast. Se vračam k sebi v tišini, ker v lifeu nujno rabim preobrat. Spremembe, spremembe, spet tečem v neznano, spet iščem vrzel. Spremembe, spremembe, življenje postano, spreminjam v smer. Spremembe, spremembe, ker molčim že predolgo, zdaj čutim nemir. Spremembe, spremembe, me kliče glas vetra, prastari napev. Iščem vzrok, začetek, izvir, iščem rešitev za ta večni nemir. Najprej neham divjati, ustavim korak, začnem iskati vzvod za preobrat. Iščem način, kako preskočiti prepad, kako pred bolečino dušo obvarovati, kako ne odnehati, vedno znova ostati, se ne bat poraza, se ne vnaprej predati, dvigovati pest, znova in znova, vsaka nova pot je negotova, a veličina značaja skozi boj se rojeva, ko rasteš v sebi, razširjaš zavest. Velike so sanje, so drobni zidaki, so majhni koraki, skoraj ne vidi znaki. Spremembe so tkane vsak dan izbereš, kako greš in kam. Spremembe, spremembe, spet tečem v neznano, spet iščem vrzel. Spremembe, spremembe, življenje postano, spreminjam v smer. Spremembe, spremembe, ker molčim že predolgo, zdaj čutim nemir. Spremembe, spremembe, me kliče glas vetra, prastari napev. Spremembe. Evo, spremembe. Zdaj pa vabim na svoj improvizirani oder še eno volkuljo, da jo lahko pobliže spoznamo. Petra Hrovatin, prosim, pridruži se mi. Pozdravljena še enkrat tudi ti. Petra, kot jo jaz kličem, je vizionarka. Povej, s čim se pa ti ukvarjaš izven tega benda? Verjetno si mislila vizionarka bolj v smislu, da imam neko svojo podobo, slik v glavi in da v bistvu me pač neke te kompozicije slik in tonov in v bistvu prostora in kako se vse to med sabo v bistvu povezuje in v bistvu drugemu odgovarja, ne. In to se mi zdi, da je ta celostni prostor, ki ga mi skupaj tvorimo, ne. Evo. Zelo vizionarski odgovor. Hvala, Petra. Torej, bom jaz povedala bolj konkretno. Petra je recimo taka zanimiva kombinacija krajinarke in VJ-ke, torej z vizualno umetnostjo se ful ukvarjaš. In verjetno dojemaš prostor še malo bolj globje, bi človek rekel, kot mi navadni smrtniki.
Povej mi, zakaj je tako pomembno, da zavzemamo prostore kot recimo LGBT osebe, kot ženske? Mislim, da je pač prostor tukaj za nas, da ga v bistvu se izražaš ti, ne? In to je pač ta zavzemanje, ni zavzemanje, mislim, je zavzemanje s telesom, fizično in hkrati svojo pač miselnostjo, svojim pač načinom življenja in s tem, kar si. In pač to je prostor, mora nuditi vsakemu, ne. In to je pač ta svoboda, ki v bistvu, svoboda ne pomeni, da ti lahko kar nekaj blebetaš, ne, ampak svoboda pomeni, da v bistvu ti se izražaš do te točke, da v bistvu tvoje izražanje in tvoje življenje ne ogroža človeka, ne, do svobode drugega, bi se reklo, ne. In to je ta, meni se mi zdi, je ta preplet vsega tega, mislim, mi v bistvu meni omogoča, da se jaz izražam, no. Hvala, Petra. Tudi tebi dovolim, da greš nazaj za inštrument. No, tako, torej, to je ta svoboda, to je ta boj, to je ta reprezentacija, to je ta manifest za 3 minute. Ustrajam, pohajam, ostajam kot jaz, kot napaka, kot grožnja, kot
nova ideja poganja pehoto in žarči v jedru, spomini na skupnost in up v idejo, to naj vodi, neguje in čisti zaliva, da srca spet naša, da zgodbe spet užgane, da boj gre naprej in da se ne vdamo, in da se ne vdamo, in da se ne vdamo. Na kitari Maja Pahor in basu, na kitari in vokalu Tina Mirošič. Na klaviaturah in basu Petra Hrovatin. In na glavnem vokalu Eva Kokar. Le skupaj celota, vsi drobci srca, nestrešeni v vetru, nekje so doma. Zato zdaj ta ritem, besede prebrane in slišane rime, naj nekaj nastane, svet z leve in z desne, iz kavča in šankov, po lastnih stopinjah, v jedru nazaj, v celoto, v sanje zgnane, vračati vero v nas, nismo sami, to je misija, rama ob rami, z razlogom za cilj, za tiste za nami, za tiste za nami, za tiste za nami. To je bil manifest za 3 minute, ki je trajal malo več kot 3 minute, ampak to zato, ker je imel notri ful pomembnih informacij. Zdaj pa k sebi vabim Tino Mirošič. Živijo, Tina. Živijo. Tina, povej, s čim se pa ti ukvarjaš? S čim se ne ukvarjam? To je vprašanje. Ful imam rada naravo zadnjih par let, ukvarjam se pa ful rada z umetnostjo že od majhnega. Rada rišem, slikam. Glasba je zelo pomembna v zadnjih parih letih, pa navdušujem se nad celiščarstvom pa gobami zadnje čase. Tina, ti si ena izmed najbolj v stiku z naravo ljudi, ki jih poznam, pa tudi ena izmed najbolj pozitivnih ljudi, ki jih poznam. Ful mi je všeč, da si mi enkrat rekla, da umetnost lahko dela vsak, da umetnost ni nekaj, kar moraš znati, ampak samo kar moraš delati. In vem, da tebe ful napaja z neko pozitivno energijo in z motivacijo in me zanima, zakaj, kaj je za tem. Jaz mislim, da imamo res vsi en velik potencial, kar se tiče pač umetnosti, ne. Pri večini ljudi je to zatrto že od malega in potem se niti ne lotijo, ne. Tako da jaz bi spodbudila res vsakega, ki ima malo želje, malo volje, da se spravi delati pač eno stvar, ali je to pisanje, ali risanje, ali kakorkoli, bilo katera oblika umetnosti. Jaz verjamem, da umetnost zdravi, no. Tako, pa pomaga pri samoodkrivanju, ker z vsakim novim medijem v bistvu spoznaš en nov del sebe, ki ga nisi prej poznal. In v bistvu to te navduši in te navda z optimizmom. Tukaj je pa tudi pomembna v bistvu vztrajnost, pa nekako, da ohraniš veselje pač do ustvarjanja. Tako. Hvala, Tina. Evo, če še kdo dvomi o pomenu kulture za človeka in družbo, tukaj je odgovor. Izvoli tudi ti nazaj. Tina je toliko cool, da mi daje upanje, da začnem spet verjeti v svet. Ne, Težki dnevi, težki časi, bremena se nosi počasi, nič več ni tako, kot je bilo včasih. Pozabili smo svoj glas,
narisani nasmehi, navidezne vrednote, prečrtane pravice, poveličevane zmote, lažna simbolika, zloraba golote. Sreča postaja program za robote, človek pa umira znotraj svoje samote. Človek umira znotraj svoje samote. Človek umira znotraj svoje samote. Človek umira zaradi svoje samote. Išče intimo, dotike, skomine, išče vse načine, da zakrpa te praznine. Svrtičen sam vase, je lačen bližine, ko kupuje življenje in prodaja spomine. V zahtevani sreči ni prave topline, v zahtevani sreči ni prave topline, v zahtevani sreči ni prave topline, v zahtevani sreči. Ni ognja spodzelja, ni soz, ni utripa, fasade ničesar, brez sam, brez dotika. Fasade strahu, brez obraza, brez krika, postaneš le slika, brez človeškega stika. Ko nehaš sanjat, se nehaš borit, svet začet verjet v svet. Ko nehaš borit se, ne moč več sledit, svet začet verjet v svet. Ko nehaš sledit, začneš bledet, svet začet verjet v svet. Zato ker ko nehaš sanjat, nehaš živet, spet začet želet letet. Svet se zdi izprazen, kopija življenja, noben več nima mnenja in ta klima se ne menja. Milijon vodohotenja, brez hrepenenja, objestna radovednost, brez pravega čudenja. Izgubili smo svoj glas, ostajajo le mnenja, ostane le kalup, le hlinjenje življenja. Če v nič ne verjameš, ti ni več za živet, zbrišeš si izhode, nekaš si želet letet. Ampak le obzorje, kliče te vesolje, kliče te, da ostaneš, piješ bolj verjameš, ker hoče verjeti v svet, svet verjame vase, išče stare smisle za sodobne čase. Ko nehaš sanjat, se nehaš borit, svet začet verjet v svet. Ko nehaš borit se, ne moč več sledit, svet začet verjet v svet. Ko nehaš sledit, začneš bledet, svet začet verjet v svet. Zato ker ko nehaš sanjat, nehaš živet, svet začet želet letet. Čas, da znova vzletim, da sanjam, da spet verjamem, da si odpustim in sprejmem, ker vem, da rastem skozi temo in črnino, ker vem, da skozi bolečino izčiščujem bistvo, ker se vedno vračam ključi, ker ni vredno, če odneham, ker sem tu kot sled človeka. Ko nehaš sanjat, se nehaš borit, spet začet verjet v svet. Ko nehaš borit se, ne moč več sledit, spet začet verjet v svet. Ko nehaš sledit, začneš bledet, spet začet verjet v svet. Zato ker ko nehaš sanjat, nehaš živet, spet začet želet letet. Ko nehaš sanjat, se nehaš borit, ko nehaš borit se, ne moč več sledit. Ko nehaš sledit, začneš bledet. Zato ker ko nehaš sanjat, nehaš živet, spet začet želet letet. Spet začet želet letet, spet začet želet letet, spet začet verjet v svet. Evo, to je bil spet začet verjet v svet, zdaj pa sledi še diagnoza psihoza, o kateri se bomo potem še malo z Evo pogovorile. Sem tu na začetkih v novem zavoju, ostajam in star po Don Kihotovem boju. Stojim na zaboju iz svojih svetov, gledam v oči in vračam se domov. Neki lebdi in neki ustraja,
Neki je pa sonce, ki me spremlja iz raja, neki je sonce v kozarcu ujet in neki je led v istem letu pregret. Kaj je doživetje, kaj je res, kaj je subjektivno in kaj je vmes, ker ko te psihoza spusti v svoj zares, izpočet čuden svet ujet v stene notranjih zaves. Neki so barve in neki kar darje, perspektiva, iluzija je pa tist, kar te ubije, ker se ti obrne svet. Moraš spet se naučiti, čemu sploh verjeti. Diagnoza, psihoza, ona stran neba, moj svet pobegni umije tja. Diagnoza, psihoza, ona stran neba, moj svet pobegni umije tja. Če pogledam nazaj, se spomnim slik, v spominu imam norost in svoj lasten odmik. Najprej je vse, prisotnost vsega, vse stvari so hkrati, ampak to sploh ne zbega. Potem je dogodek, pretres ali dva, kjer se začne, kjer se novi svet pozna. Potem pride norost, mostovi čez vse, nalaganje zgodbe in ko vse ve. Potem pride boj, za rojstvo, za smrt, za tisto, kar verjameš, kar je v tebi noč za žrt. Potem pride pa zmeda, kaos in beg, tek iz brega na kopno in sumničav pogled. Boj za obstanek, napeto se gradi, ker vse ti špila in sploh ne gledaš več v oči. Gledaš okolje, ki se spreminja kaminsko polje, a vse se tvoje zdi. Diagnoza, psihoza, ona stran neba, moj svet pobegni umije tja. Diagnoza, psihoza, ona stran neba, moj svet pobegni umije tja. Težko je zdaj povedati, kaj je povsod, a tvoj to vod, usmerjati krokot in počasi robot. Postaneš slušalnik svojih zanj, v kjere si ujet, ker v bistvu čisti kaos je na videz. Čisti rek, 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 ko po moje izgleda ustavljanje sveta, ko norost v tvoji glavi glavno igro igra. Ne moreš to outsmartat, to se sploh ne da, ker te varajo čud in domišljija vsa. Ni prav, ni narobe, ampak je čudno ujet svet, ker nima povezave z ničemer. Greš na drug planet, drugi vzroki, čudna dejstva, bitni za banalne stvari, a vse tvoje se zdi. Diagnoza, psihoza, ona stran neba, moj svet pobegni umije tja. Diagnoza, psihoza, ona stran neba, moj svet pobegni umije tja. Ker glavna stvar, ko si nor, to sploh ne veš, enostavno si na poti, po kateri greš. Ne vprašaš se nikoli, ali se meni to sam zdi. Norost je v polnost, biti v srži stvari. Ne sprašuješ se, ali je to res, kar me vodi, ali so res te slike in glasovi povsod. In ko se naenkrat zgodi, da vse navidezno realno zadoni. In ta realnost je drugačna od sveta, nobene ne more videti, nobene ne pozna. In sčasoma ostaješ s soncem na drug način, enačiš se s tistim, česar ni trgač. Gledaš na vse stvari, če sploh se še zgodi, da prideš med ljudi. Diagnoza, psihoza, ona stran neba, moj svet pobegni umije tja. Diagnoza, psihoza, ona stran neba, moj svet pobegni umije tja. Diagnoza, psihoza, ona stran neba, moj svet pobegni umije tja. Diagnoza, psihoza, ona stran neba, moj svet pobegni umije tja. Diagnoza, psihoza, ona stran neba, moj svet pobegni umije tja. Diagnoza, psihoza, ona stran neba, moj svet pobegni umije tja. Evo. Eva Kokalj, pridi še ti. Lepo pozdravljena, Eva. Povej nam, s čim se pa ti ukvarjaš?
izven tega benda? S poezijo, pa z življenjem, pa rada kolesarim v mestu. Pa rada vozim avto po tujini. Tudi. Ne vem, s čim se ukvarjam. Ukvarjala sem se z gledališčem, zanima me video, rada montiram audio, pišem poezijo in rada plešem. Tak nekaj. Okay. Hvala. To je tako, ko hočeš umetnice vprašati neko ful simple vprašanje in dobiš nazaj poezijo. Eva, torej, tvoja čarovnija je v besedah in moram te pohvaliti, če se ne boš sama, da si državna prvakinja v slam poeziji. In tako kot jaz vidim, vsaj je moč tvojih besed v tem, da poveš tako, kot je in da govoriš tudi o temah, ki so tabuizirane, da govoriš o temah, ki grejo ljudem težko z jezika in težko po grlu. In hočem te vprašati, kje dobiš moč in kako to delaš, kako to narediš? Zdaj odgovorila bom z eno anekdoto. Jaz sem imela v srednji šoli eno profesorico za slovenščino, ko je učila vse tri nas, jaz imam 2 starejše sestre. In je pol zadnjo je dobila mene v obravnavo in mi je na esej gor napisala: "Oh, ti moj mali James Dean." Upornik brez razloga varianta, ne. Ampak jaz sploh nisem zanalašč pač narobe. Jaz sem pač zelo rahločutno dojemam svet. In zelo pogumno se tega zavedam. Mislim pa, da je moč moje umetnosti ali pa pač česarkoli že delamo glih v tej dostopnosti vsakemu človeku, ker šele ko nekoga gane, je umetnost na nek način dosegla svoje kopno, ne. Kaj pa pesem Diagnoza psihoza, ki ste jo lihkar odigrali, če te smem vprašati še o njej, zakaj si jo napisala, zakaj jo igrate? A je bil namen neko tvoje izražanje, doseganje nekih drugih oseb? Kakšen je bil ta proces? V prvi vrsti sem jo napisala za sebe. Zato, da sem si zabeležila, kako je to izgledalo. Zato, da sem dobila vpogled v celo to, v cel ta mehanizem tega sveta, ki je pač odtujen od neke realnosti. Napisala sem jo dejansko na EKI-ju, na enoti za krizne intervencije, ko sem bila 2 leti nazaj ali 3 maja, nekaj tam. In napisala sem jo kot poročilo mojemu zdravniku, da jaz vem, kaj se z mano dogaja. In da imam neko pod nadzorom za situacijo. Igramo jo pa zato, ker je v bistvu to tako slam, pač pogumna misel, osebno je politično pač. Karkoli izgovarjaš v nekem prostoru, karkoli izgovarjajo drugi tvojega, nosiš za to neko odgovornost, karkoli že je. To, da imamo mi danes, da ima Maja rumene hlače pa Petra rumeno majico pa jaz rumene hozentregarje, ni naključje, ampak pač neko z vsem vse sporočamo. Ne moreš ne sporočati ničesar. Hvala, Eva. Tudi tebi zdaj dovolim, da greš nazaj. Tako, iskrene, svobodne, wearing all jeans. Tonight and forever.
so hard to breathe in this presence of greed. All the people I meet are lost in their needs. Tonight and forever, I want to be me. Tonight and forever, I want to be free. I refuse to believe that all that it is are the screens and machines and the time that we miss. I try every day, I dream every night, I refuse to pay, I am glowing inside. Tonight and forever, I want to be me. Tonight and forever, I want to be free. No future is certain, no past is for sure, no lie is forever, no knowledge destroyed, no future is promised, no right is for sure, no soul is demolished, no heart is unburned. Tonight and forever, I want to be me. Tonight and forever, I want to be free. Zdaj pa bi rada spet cel band na kupu okoli sebe, lepo prosim. Zelo prijazno. Okej, zdaj imam pa še eno zadnje nagradno vprašanje. Ne, se hecam. Malo bom preusmerila pozornost nazaj na Ljubljana Pride. Zakaj Parada ponosa? Zakaj Parada ponosa kot protest? Zakaj podpirate Parado ponosa? Zakaj nam pomagate? To so bila 4 vprašanja, ampak šteje kot eno. Ja, treba se je boriti za pravičnejši svet, ne? Ne samo za nas, ampak tudi za vse ostale, ki pridejo za nami, ne, kakor pač v enem besedilu tudi lepo nazorno povemo, ne. Mislim, da je treba spregovoriti, vedno molk je pač dostikrat škodljiv. Jaz mislim, da v tem času blaznega poraza fašizma in podobnih restriktivnih ideologij je zelo, zelo, zelo pomembno, da uspemo fokusirati, kaj želimo na splošno kot ljudje in kakšne so stvari, za katere se bomo borili in se hočemo boriti in se borimo, smo se borili. In zato, da pač reagiramo na ta blazen desničarski val represije, ki se znaša nad celým svetom. Jaz mislim, da vsaka družba, ki vsebuje in recimo lezbični prostor in Parado ponosa, že sama po sebi vključuje to marginalizirano skupino v neko svojo celoto in se mi zdi, da je prav, da kot tako zvana marginalizirana skupina se pokažemo, da je to za nas v bistvu ena najlepših stvari v življenju in da smo ful veseli, da smo to našli. Ja, mogla sem zadržati misel, zaradi tega, ker pač ulica je pomembna, zaradi tega,
ker izraža vidnost. In v ulici se vsi srečamo in zaradi tega je Ljubljana Pride zdaj letos 20 let zasega ulice in kaže vidnost, tukaj obstajamo in nikamor ne gremo in smo v bistvu del skupnosti po vseh možnih ne vem, vejah in vejah vsega, no, kako naj rečem. Tako da ulica je zelo pomembna in pač, da mi zasegamo vidnost in da lahko živimo lastna življenja. To je bistvo. In da se izražamo in živimo to, kar smo. Hvala. Torej, tako, parada ostaja politična in ostaja protest. In tukaj smo, borimo se vsak dan in vabimo vas, da nas podprete pri tem in se nam pridružite. Bendu pa obvezna smer nazaj še na zadnji komad. Kako greš naprej, ko ne moreš več nazaj? Torej, drage gledalke in gledalci, upam, da ste uživali, upam, da nas boste še dalje podpirali in nam stali ob strani in da kmalu spet korakamo skupaj. Ulice so naše in to je obvezna smer. Ostajam praznih rok, na prepihu znova vztrajam, v sebi še otrok, nikamor ne pripadam, le nemo zrem, poljubljam ruševine, dvignem glavo grem, zapuščam le spomine, kako greš naprej, ko ne moreš več nazaj. Kako greš naprej. Ne dojamem, ni mi dano, da bi odložila krila, ko vzamem, ni več moje, kar sem zapustila, sem le senca, le šepet, izginjam v daljavi, nisem ptica, sem le led, le stopinja, ki se ne ustavi. Kako greš naprej, ko ne moreš več nazaj? Kako greš naprej, ko ne moreš več nazaj? Moja zgodba je tišina, vse tisto neizgovorjeno, včasih le morda bližina, včasih da mi ni vseeno, ampak vedno znova se zbudim prepozno, da bi ujela sanje in tako spet sama, spet letim, se nasmehne svoj poti, le tako lahko zdržim. Kako greš naprej, ko ne moreš več nazaj?
naprej.